Pred dobrim letom in pol smo lahko videli le maketo. Danes je tako imenovani izum dozidan in energetsko saniran. Projekt, ki so ga poimenovali Prostori prihodnosti, je za kontinuirano delovanje inštituta izjemnega pomena. Ena je pridobiti dodatne prostore. Mi smo bili namreč v izjemni prostorski stiski, del naših kolegov je bil, oziroma je še vedno danes, ima pisarne izven tega objekta. Dejansko je bilo kljub nekaterim internim prireditvam bilo nemogoče zagotavljati kvalitetno delo. Torej, prostorov je zdaj približno neto površin dvakrat več, kot jih je bilo prej. Druga stvar pa je energetska sanacija obstoječega objekta. Zamenjali so večino oken in del fasade. Na novo so uredili prezračevanje, izolacijo strehe, inštalacijo požarnih senzorjev ter požarno zaščito po celi zgradbi. S tem bodo še dodatno zmanjšali stroške in privarčevali z energijo. Mi smo že lani del obstoječega objekta sanirali in smo že lani pridobili s tem, da smo porabili samo polovično količino plina za ogrevanje. To smo prihranili približno 25.000 evrov. Zdaj z dogradnjo mi računamo, da se poraba energentov ne bo povečala, mogoče bo celo malo manjša ob več kot dvojni kvadraturi. Pa še tole, mi dejansko odpadno energijo iz računalniškega centra bomo uporabljali za ogrevanje in hlajenje obstoječega objekta in pa še mi bomo uporabljali tudi energijo iz zemlje, saj smo pripravili 14 150 metrskih vrtin in se pravi, mi bomo iz zemlje nekako povlekli 100 kW toplotne oziroma hladilne energije in to je seveda velik doprinos k varovanju narave in izpustnih plinov. Na Inštitutu informacijskih znanosti so danes mednarodno priznani nosilci razvoja integriranih knjižničnih sistemov in informacijskih sistemov za spremljanje raziskovalne dejavnosti. Pravijo, da so se več kot 20 let trudili zagotoviti nemoteno delovanje sistemov COBISS in SICRIS. Sedaj bodo temu poslanstvu lahko sledili pod mnogo boljšimi pogoji v tako imenovanem računskem centru z novo opremo. Nov računski center je kocka, 100 kvadratnih metrov površine, posebej zidana, zaprta, preluknjena samo tam, ker kakšni kabli morajo iti skozi, po vseh varnostnih standardih, energetskih standardih, po vseh predpisih za varovanje podatkov, za biti na varni strani pred recimo kakšnimi kataklizmami, tudi kakšnimi hujšimi zadevami, ki bi se lahko zgodile v tem koncu mesta, tako da to je pa izjemno pomembna pridobitev. Prejšnji računalniški center so morali hladiti, predvsem poleti so komaj shajali v visokih temperaturah. Vodja projekta dozidave in obnove poudarja. Računalniški center je res največja pridobitev. S tem seveda dobimo, razen tega, da so to lepši in boljši prostori, predvsem so bolj zanesljivi in možnost širitve so zelo velike. Poleg boljših delovnih pogojev so pridobili tudi moderni podatkovni računalniški sistem, pri katerega bo zagotavljanje podpore še bolj kakovostno. To pomeni, da ne bo izpadov, da bomo lahko tudi se šli razvoj, nemoten razvoj, bi rekel, ne bo tehnoloških ovir, tako da bodo samo kak drugačne, mogoče v glavah ali v sredstvih, ampak to nam omogoča res nemoten razvoj. Saj tudi dodatni prostori, ki smo jih dogradili za sodelavce, nam to zdaj omogočajo, da bomo lahko tudi morebitne nove sodelavce zaposlili in jim omogočili res prijetne pogoje dela. Poleg prostorskih pridobitev, predvsem z dnevno svetlobo osvetljenih pisarn, računalniške in druge infrastrukture, so pridobili tudi nekaj garažnih mest. Ker gre tudi za izobraževalne procese pri nas, mi organiziramo ogromno tečajev in seminarjev, tudi za goste, tečajnike, in v kleteh tukaj spodaj na ploščadi južno od objekta in zahodno od njega pod šolskim igriščem je prostora za približno 180 garažnih mest. Vrednost celotnega projekta je 9,5 milijona evrov. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete, gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve, razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture.